Če jaz vaših let, potem bi vse enkrat na teden vzel transparent v roke, šel pred slovenski parlament in zahteval, da se v ustavo vpiše zlato fiskalno pravilo. Ker je to zahteva, da sedanja generacija ne porabi denarja, ki ga boste vi ustvarjali. Ker to, da se zadolžujemo preko možnosti sprotnega financiranja, pomeni, da ste vi plačevali te dolgove. Sinoči se je v Piranu zaključila 3. akademija aktivnega državljanstva in podjetništva organizaciji Mreže idej. V okviru 3-dnevnega dogajanja, ki se ga je kot častni gost udeležil tudi predsednik VZMD mag. Kristjan Verbič, so se zvrstila številna odmevna predavanja, okrogle mize in pogovori, med drugim tudi pogovor s predsednikom vlade Republike Slovenije gospodom Janezom Janšo na temo strukturne reforme in razvojni preboj Slovenije, predavanje direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj magistra Boštjana Vasleta na temo diagnoza slovenske in evropske ekonomije ter pogled naprej, ter okrogle mize in delavnice, na katerih so med drugimi sodelovali magistr Bernard Brščič, dr. Jose Luis Cordeiro, Sandi Češko, dr. Japec Jakopin, Tomaž Perovič, Boštjan Napast, Leo Oblak, Janez Krabec, Matej Tomažin in Andraž Štori, ki so ob preko 200 udeležencih izkazali tudi zanimanje za možnosti, ki jih omogoča VZMD v okviru mreže 55 nacionalnih organizacij investitorjev in delničarjev International Investors Network, vključenih v Svetovno federacijo investitorjev in Evropsko federacijo uporabnikov finančnih storitev Eurofinius. Dobrodošli v Piranu na 3. akademiji aktivnega državljanstva in podjetništva. Ponujamo 7 podjetniških delavnic, ki jih vodijo direktorji najbolj uveljavljenih slovenskih in tujih podjetij, in tisti udeleženci delavnic, ki se bodo najbolj odrezali, bodo dobili priložnost plačane prakse v teh podjetjih. Govorimo po podjetjih, kot so BMW, Seaway, KD Skladi, Infonet Media, Pop TV in tako naprej. Skratka, o fantastičnih slovenskih in tujih podjetij. Kot vidite, so države evropskega območja že začele izvajati fiskalno konsolidacijo, torej pomembno so znižale svoje javnofinančne odhodke, umaknile so ukrepe, ki so bili namenjeni spodbujanju gospodarstva v času krize, in proračunski primanjkljaj se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za približno 2 odstotni točki, iz 6 na 4 odstotke. Za razliko od razmer v Sloveniji, kjer smo samo nadaljevali s tem zadolževanjem na mednarodnih trgih in primanjkljaj je ostal zelo visok. Tako da v teh razmerah je to seveda pomenilo dodatno breme za gospodarstvo, za tisti del družbe, ki plačuje davke, in dodatno zaviralo gospodarsko aktivnost, onemogočalo ponoven zagon gospodarstva. Zdaj, načrti oziroma napovedi za letošnje leto so sicer boljše, proračunski primanjkljaj oziroma javnofinančni primanjkljaj naj bi se zmanjšal na 4,2 odstotka, kar pa sicer še vedno nekoliko več kot v povprečju Evropske unije, vendar to, kar dela sedanja vlada, to, kar se dogaja v Sloveniji, ni noben fenomen. Fenomen je mogoče samo v tem smislu, da delamo nižanja, rezanja 1 leto kasneje kot vsi ostali, da smo na nek način zamudili tisti trenutek, najugodnejši trenutek za javno fiskalno konsolidacijo. Mi natančno vemo, da bo situacija še bistveno slabša naslednje leto, če tega ne naredimo zdaj. To, kar je zdaj predlagano, ni tisto, kar je naredila Latvija, ni tisto, kar je naredila Romunija, ni tisto, kar je naredila Portugalska ali pa še dela. To je še vedno nekje vmes, ker pač skušamo še vedno poiskati neke rezerve in ob tem ohraniti dovolj potencijala za to, da investiramo evropska sredstva in zaženemo rast, pridobimo to investicije in tudi s tem zaženemo rast, privatiziramo del državnega premoženja in tudi s tem pridobimo investicije in zaženemo rast in se nam lahko izide. Vendar pa je tukaj vendarle potrebna neka večja enotnost, kot obstaja, oziroma če hočete, te enotnosti ne bo, dokler se bo slišal samo glas tiste strani, ki zahteva še večjo porabo. Vsaka država ima načeloma 3 kanale, preko katerih lahko pridobiva denar iz tujine. Prvi je zadolževanje preko države z izdanjem državnih obveznic, drugi kanal pritoka denarja je kanal, ki poteka preko bančnega sistema, torej slovenske banke si sposojajo v tujini in potem dalje posojajo podjetjem in prebivalstvo, in pa tretji tok kapitala pa predstavljajo neposredne tuje naložbe oziroma ta neposredni
dotok denarja tujega poslovnega sektorja. In glede na to, da imamo v Sloveniji velike težave pri financiranju države, pri financiranju bančnega sistema, nam je ostal samo še ta tretji kanal, ki se ga da materializirati oziroma operacionalizirati skozi proces privatizacije. V New Yorku ste se srečali med drugim tudi s predsednikom vlade Kuvajta. Kaj recimo zanima Kuvajčane? Kaj zanima Ruse? Kaj zanima Nemce? V tem trenutku nič nobenega, kaj posebej ne zanima. To je potrebno reči brez dlake na jeziku, ker v situacijo, kakšna je v tem trenutku v Sloveniji, tu investitorji seveda ne bodo drli oziroma ne bodo čakali v vrsti za to, da pač pridejo. Leta 2008 je naša prejšnja vlada v bistvu zaključila pogajanje z drugim največjim logističnim holdingom na svetu, z Deutsche Bahnom. Prihodek tega podjetja je precej večji, kot je naš nacionalni bruto domači proizvod. In je tam takrat obstajala finančna moč, s pomočjo katere bi lahko Slovenija modernizirala železniški sistem in pač geostrateško pozicijo, ki jo imamo preko logističnega holdinga, kjer bi še vedno ohranili večinsko lastništvo infrastrukture, pač izkoristila in vključila ta potencial v rast in razvoj. Zdaj, moj naslednik in naslednja vlada, ki je prišla, je obljubila, da bo s tem projektom nadaljevala. Mi takrat pogodbe nismo želeli podpisati, ker je bil to čas, ko vlada ni imela več polnih pooblastil. Projekt se je nadaljeval, sami ste lahko potem nadaljeval se je žal pred televizijskimi kamerami. Sami ste lahko potem videli, kako so gospoda Mehdorna, ki je prišel, da bi uredil neke praktične zadeve v zvezi z nadaljevanjem projekta. Na koncu poslali, naj se kar on pogaja s sindikati in če se da sindikati strinjali, se bo šlo v ta projekt. Seveda je od tistega ostal samo neplačan račun, s katerim imamo še vedno probleme. Zdaj, ko se jaz pogovarjam z različnimi sogovorniki po Evropi, tudi z predstavniki pomembnih podjetij, ki v nekaterih drugih vzhodno- ali pa srednjeevropskih državah držijo po konci po 30% njihove ekonomije, mi razlagajo o tem, kako so prišli na Slovenijo, pa so bili pri enem državnem sekretarju na enem ministrstvu, ki je rekel, seveda, to ste dobrodošli, vse bomo naredili. Zdaj so šli pa drug dan na drugo ministrstvo, tam so pa rekli, ja, pa sej tega mi nimamo v načrtu, strategija upravljanja z naložbami sploh še ni sprejeta, počakajte, ko bo to drugo leto, pridite in tako naprej. Skratka, zelo različna sporočila, nasprotujoča se sporočila in takšni so pol naslednji dan pač premaknili rezervacijo leta in so odšli iz Slovenije. Njih še dolgo ne bo, dokler jih pač ne prepričamo, da je zdaj to okolje drugačno, to pa seveda ne gre čez noč. Kot vidite, je obseg kreditov še nekaj mesecev pred krizo v Sloveniji rasel nekje med 25 in 40%. Za toliko so banke takrat povečevale izdane kredite v primerjavi s preteklim letom. Seveda, te razmere so se v času krize zelo spremenile, že v prvem letu so se stopnje močno znižale, ampak pogledajte, kaj je zelo zaskrbljujoče, pa je ta zadnji del grafa oziroma desna stran primerjave, ki kaže, da je v tem trenutku ta stopnja rasti negativna, kar z drugim besedami pomeni, da slovenski bančni sistem ne kreditira podjetja, ampak da podjetja vračajo kredite slovenskemu bančnemu sistemu. In v takih razmerah je seveda zelo težko pričakovati nove investicije, kakšnokoli zagon poslovne aktivnosti, ki bi potem lahko povečala oziroma izboljšala naš potencial za gospodarsko rast. Največ slabih posojil je v gradbeništvu, kjer je padec aktivnosti tudi največji, kar pomeni, da lahko banke praktično zelo težko računajo na to, da bodo ta posojila kdaj vrnjena. Precejšen del posojil je tudi namenjen bil podjetjem, ki so se ukvarjala s finančnimi prevzemi, finančni holdingi, prevzemi samih lastnih podjetij, menedžerski odkupi in tako naprej, kar je tudi zgodba, ki je načeloma zelo težko rešljiva v tem trenutku. Le manjši del posojil pa je v ostalih podjetjih. In če razdelimo celotna posojila, naprimer v 4 skupine,
4 enakomerne skupine, potem lahko ugotovimo, da je 1/4 vseh posojil alocirana v približno 10 podjetjih slovenskih, naslednja četrtina v približno 15 naslednjih podjetij, ne. Torej polovico vseh slabih posojil je v zelo majhnem številu podjetij, ne. Ker so se pač ljudje klicali med sabo po telefonu in si delili kredite, ne, po domače rečeno. Šlo za moralni hazard. To ni samo moja ocena, to je ocena tudi vseh mednarodnih institucij, ki so bile tukaj in so ocenjevale to stanje in to je pač treba presekati. Vprašali ste do kdaj, do konca leta. Mora biti ta mehanizem, ki ga je zdaj uzakonil slovenski parlament, operativen. Mimogrede, Slovenija je enkrat že sanirala banke, državne banke. V začetku 90-ih. Ni pa jih potem usposobila za samostojno življenje na trgu oziroma ni jih privatizirala. Zdaj bo v Sloveniji sledila druga faza, se pravi po stabilizaciji bančnega sistema bo država zmanjšala ali pa se nasploh umaknila iz večine bančnega sistema. Sivo črto je prikazan izračun, ki smo ga naredili na uradu oziroma tudi na Evropski komisiji jeseni 2008. Takrat se je še zdelo, da lahko slovensko gospodarstvo raste v letu 11, 12, 13 nekje med 3,5 in 4%. Da je bil to naš potencial za gospodarsko rast. Ko smo ta isti izračun ponovili jeseni letos oziroma pred približno mesecem, 2 mesecema, smo ugotovili, da je sposobnost Slovenije za rast praktično ničelna. Da lahko v primeru, da bomo samo nadaljevali s sedanjimi politikami ekonomskimi, da ne bomo naredili teh strukturnih sprememb, o katerih je toliko govora, da ne moremo praktično pričakovati nobene gospodarske rasti v prihodnjih letih oziroma da se bodo samo nadaljevale sedanje razmere, ko vsako leto beležimo ali skromno gospodarsko rast, ravno 0,6% ali pa padec gospodarske aktivnosti leto za 2% in prihodnje leto za 1,4%. Jasno je nam samim, predvsem pa so nam to povedali tuji investitorji, da Slovenija več ne more funkcionirati na način, da bi si vsako leto na mednarodnih trgih sposodila med 2 in 3 milijardami evrov. Ne. Cena našega zadolževanja v tujini se je dvignila iz 4% na približno 7% v prvi polovici leta oziroma na nekaj nad 6% v letošnjem letu in vsakomur je jasno, če se postavi v svoj osebni vidik, da si ne more pri banki sposojati denarja po 6% obrestni meri, če ga bo potem porabil tako, da bo vsako leto naredil 1% ali pa 2% izgube. Možnost je bilo sposojati v tujini takrat, ko je bila gospodarska rast 4%, cena našega zadolževanja bila pa med 3,5 ali pa 4%. Takrat je imelo neko ekonomsko logiko, takšno ravnanje, sedaj pa več nima in to je ključni razlog, zakaj moramo konsolidirati javne finance. Torej, če pogledamo najpogosteje citiran podatek, sprememba bruto domačega proizvoda, padec aktivnosti, potem lahko vidimo, da v tem obdobju krize, ki se je začela nekje ob koncu leta 2008 pa do zadnjih podatkov, do prvega poletja letos, v večini držav Evropske unije, evrskega območja prišlo do padca gospodarske aktivnosti, s tem, da obstaja samo ena država, kjer je bil padec večji kot v Sloveniji, to je v tem trenutku Grčija. Prejšnja vlada je mislila, strateško je bila ocena krize napačna, se je tudi govorilo, se je tako češ ljudem in to je vplivalo tudi na obnašanje, da gre za kratkotrajno nevihto, minilo bo v letu dni, mogoče v letu in pol, dovolj je, da razpnemo dežnik, počakamo za ta čas, pač se zadolžujemo. Kriza ni odšla po enem letu samo od sebe, ampak je vztrajala. In zaradi tega je slovenska vlada peljala proračunski primanjkljaj več kot 6% vsako leto, 2009, 2010, 2011. To je po eni strani seveda podvojilo naš javni dolg in zdaj so stroški financiranja, plačevanja obresti višji od tega, kar damo za investicije iz proračuna. In je to seveda velik problem, ker to zajeda našo, predvsem pa vašo prihodnost. Po drugi strani pa so se tudi v tem času nekateri stroški države širili, namesto da bi se krčili. Zaposlenost v gospodarstvu je šla rapidno navzdol. Poleg 60.000 delovnih mest, ki smo izgubili v smislu tega, da so slovenski državljani izgubili delo, tudi
80-90 tisoč tujcev, ki so leta 2008 delali v Sloveniji prek delovnih dovoljenj, izgubili delo, se pravi 150 tisoč ljudi manj ustvarja po 3 letih. Hkrati pa je zaposlenost v javnem sektorju v tem času naraščala. Se pravi, so se stroški funkcioniranja države povečevali. Največ delovnih mest so izgubile predelovalne dejavnosti, torej ta industrija v širšem smislu. Enako velja za gradbeništvo, ki je bilo v prvem letu nekoliko manj prizadeto, pa potem v naslednjih letih bolj. No, tudi ta tretji segment ekonomije je izgubljal delovna mesta, to so storitve, ampak tiste storitve, ki se prodajajo tržno. Edina izjema v tej celotni zgodbi je javni sektor. Kot vidite, javni sektor povečeval svojo zaposlenost tako v letu 2009, 10, 11 in pa v prvi polovici letošnjega leta. Zdaj sprašujem slovenske sindikate, ki so bili v teh 3 letih, in sprašujem tudi, ali so ljudje, ki delajo v slovenskih podjetjih, manj vredni od tistih, ki delajo v javnem sektorju. Po ustavi smo vsi enaki. Nobenega velikega hrupa ni bilo zaradi tega, ker je prejšnja vlada vodila napačno politiko, zaradi katere je vsaj polovico teh brezposelnih nastalo, pa ne bi bilo treba, če bi ta denar, ki smo si ga izposojali, pač pravilno investirali. Zdaj pa je velikanski hrup zgolj zaradi tega, ker je denarja zmanjkalo in ga pač tistega, česar ni in si tudi ne moreš sposoditi, pač ni možno deliti. Jaz nisem znan kot kakšen velik zagovornik bivšega sistema, to je znano v tej državi, ampak roko na srce administracija, ki je podedovala Demosova vlada leta 1990 od prejšnjega Šinigojevega izvršnega sveta in s katero smo ob nekaterih nujnih osvežitvah in reorganizaciji tudi izpeljali v pol leta vse te priprave na osamosvojitev, je bila bolj učinkovita, kot je pa administracija danes. Ni to pavšalna ocena za vse, je pa to neka povprečna ocena, čeprav je bilo takrat na teh ministrstvih tudi za tretjino manj ljudi, kot jih je danes, in so bili stroški funkcioniranja bistveno manjši, pa tudi plače in standard, in ni bilo računalnikov in ni bilo pravzaprav nič od tega, kar danes sodobna tehnologija omogoča, zato da pač ni treba, da administracija enostavno raste. V Sloveniji imamo danes na tako imenovanem trgu dela neustavno stanje. Po eni strani imamo veliko varnost, pretirano varnost v zaposlitvah, predvsem v javnem sektorju, za nedoločen čas. V gospodarstvu je to bolj relativno. Po drugi strani imamo pa divjo prožnost pri zaposlitvah za določen čas. Približno 75% vseh mladih ima v tem trenutku pogodbo za določen čas, kar pomeni, da ta pogodba jim prinaša manjšo varnost, manjše možnosti na kreditnem trgu in tako naprej. In danes imate ljudi, ki delajo recimo 10 let v javni upravi, imajo pogodbo za nedoločen čas. Iz te pogodbe izhajajo številne pravice, tudi primer, če izgubijo delo, dobijo odpravnino, treba jim je iskati novo zaposlitev in tako dalje in tako dalje. Po 10 letih dobivajo že večjo plačo, dodatke za stalnost in tako naprej. In imate ljudi, ki so stari enako, vaša generacija, nekoliko starejše, ki so tudi že delali 10 let, ampak so delali skozi določen čas. Ker so se jim te pogodbe podaljševale, ravno tako so 10 let prispevali k nečemu, plačevali prispevke tudi in dajatve, ker od plače, če si zaposlen za določen pa nedoločen čas, plačuješ enake prispevke, vendar nimajo nikakršnih pravic. Konec leta, ko se jim zadnja pogodba, ki je bila podaljšana, izteče, nimajo pravice do odpravnine, nimajo pravice do ničesar. Skratka, srečali se bomo nekje na sredi, z obeh strani bo sistem popravljen, ne popravlja se ga samo v smislu večje fleksibilnosti, popravlja se ga tudi v smislu večje varnosti za mlado generacijo, ker je to stanje, ki je zdaj neustavno, in jaz upam, da bodo ta pogajanja dala rezultat, ki bo pil vodo in ki potem ne bo napadan z blokadami, ker je nujno, da ta zakon uveljavimo z 1.1. naslednjega leta, ker je to eno od ključnih stanje na trgu dela v Sloveniji, je danes eno od ključnih razlogov za to, da
številni tuji investitorji oklevajo, še posebej, ko gre za investicije v tiste panoge, kjer se lahko ustvari večje število delovnih mest, kar pa je ena od naših prioritet zaradi te stopnje brezposelnosti. In kot vidite, je Slovenija na tej levi strani grafa precej na desni strani, kar pomeni, da pri nas mladi relativno pozno vstopajo na trg dela. Praktično v vseh državah, ki so tukaj narisane, začnejo prej delati, se prej vključijo v delovni proces, torej prej postanejo aktivni in produktivni. Na drugi strani, na desni strani grafa, pa vidite, da je Slovenija prva, kar pomeni, da se prebivalstvo v Sloveniji najhitreje upokojuje, v ostalih državah ljudje ostajajo dalj časa v aktivnosti. Zgolj povečevanje starostne dobe za upokojitev seveda ne rešuje ključnega problema. Ključni problem slovenskega pokojninskega sistema danes v Sloveniji je ta, da je povprečni čas vplačevanja v pokojninsko blagajno pred upokojitvijo 35 let. In seveda, če nekdo dela 30-35 let, nekdo drug pa 40 oziroma 45 lahko dosega drugačne učinke in z vidika produktivnosti, kot tudi seveda z tega javnofinančnega vidika, to razmerje med plačanimi prispevki in potem prijetimi pokojninami je popolnoma drugačno. To, kar je po sprejemu zakona o uravnoteženju javnih financ, kar se je skušalo ustvariti v javnosti, češ da je šlo pa tukaj ko je šlo zgolj za neko simbolično zmanjšanje teh dodatkov, da so bili tukaj prizadeti šibki upokojenci, je seveda čista demagogija. Prvič to kampanjo vodi najbogatejši upokojenec v Sloveniji, ki dobijo kakšnih 5 ali pa 6 tisoč evrov pokojnine na mesec iz slovenskega pokojninskega sistema in iz članarine, ki jo Slovenija plačuje za Združene narode. In je izgubil morda 300 evrov od tega ali nekaj takega. Poleg tega pa nihče, ki dobiva tudi te dodatke in ki bi s tem minimalnim rezom prišel pod povprečno pokojnino, ni bil prizadet. Rezalo se je minimalno samo nad povprečno pokojnino, se pravi nad 622 evri. Se pravi, poseglo se je in to minimalno samo v nadpovprečni seštevek ali pa prejemek in nihče ni bil prizadet. Tako da danes težko živi tistih 200 in še nekaj tisoč upokojencev, ki imajo pokojnino podpovprečno, tudi pod 500 ali pa pod 400 evri. Tisti, ki dobijo 2 ali pa 5 tisoč evrov, pa ne živijo težko, čeprav ravno ti zganjajo največjih rup.